Spoštovane gledalke in gledalci, kako lepo je, da je 15. avgust dela prost dan. To pomeni, da lahko sredi poletja brez ovir praznujemo z Devico Marijo. Omogočeno nam je, da lahko poromamo na marsikatero Marijino božjo pot. Nekateri romajo po več dni skupaj. Omenil in pohvalil bi tradicionalno peš romanje Zagorjanov k Mariji zvezdi v Novi Štifti. Vera v Marijino vnebovzetje se je med verniki dokaj hitro razširila, čeprav nima direktnega svetopisemskega temelja. Kot versko resnico je Marijino vnebovzetje razglasil šele papež Pij XII. Leta 1950, čeprav je bila v ljudski vernosti ta resnica že prej prisotna. Ena od starejših prošenj iz liturgije v čast Mariji se takole glasi: Naj nam, o Gospod, prinese zdravilno pomoč častitljivi praznik tega dne, ko je sveta Božja mati prestala telesno smrt, a je vezi smrti niso mogle zadržati. Niso mogle zadržati nje, ki je rodila tvojega učlovečenega sina, našega Gospoda. Gre torej za to, da se zle sile zaletavajo v nas, ampak Jezus je močnejši od slehernega zla. Tudi smrt je zlo. Jezus je premagal smrt. Tega Jezusovega zmagoslavja pa je deležna tudi Jezusova mati Marija, ki tudi nas želi rešiti pred zlom. Marija nas zato želi voditi po poti Sina Jezusa Kristusa. Cerkev običajno na praznik Marijinega vnebovzetja pri maši bere Marijino hvalnico. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. Velike reči mi je storil on, ki je mogočen, in je njegovo ime sveto. To so besede iz hvalnice, ki se še naprej odvija. Duhovnik Ervin Mozetič o tej hvalnici razmišlja takole: Čudovita Marijina hvalnica, s katero je slavila Boga, ko je v svojem telesu nosila odrešenika, mi pomembno oblikuje pogled na življenje. Pogled na to, kdo sem jaz, kdo je človek in kdo je Bog. Tolikokrat se namreč ujamem v past, da si domišljam, kaj vse delam in kako zelo je to pomembno. Še bolj pogosto pa se mi zgodi, da se izgubim v temnih mislih lastne majhnosti, nesposobnosti in neuspešnosti, ko ne vidim rezultatov svojega dela ali pa doživim neuspeh. Oboje je pogled, ki je usmerjen vase in ne v Boga. In zato v meni ne prebuja hvaležnosti, ne prinaša veselja. Marija, Božja mati, pa me uči gledati Boga in njegova velika dela. Bog je tisti, ki dela čudovite reči v mojem življenju in življenju vsakega izmed nas. Marija me uči sprejemati Boga, se veseliti njegovih del, njegovih darov, se mu zahvaljevati in ga slaviti. Marija ni postala velika zaradi svojih besed ali svojih del. Postala je velika zato, ker je poslušala Boga, ker ga je sprejela in dovolila, da je on delal velike reči v njenem življenju. No, tako gospod Ervin Mozetič, in se strinjamo s tem. Kako resnične so te besede. Poklicani smo, da se v življenju, tako kot Marija, damo na razpolago Bogu. Da ne uresničujemo sebe in svojih načrtov, pač pa da uresničujemo Božjo voljo. Na praznik Marijinega vnebovzetja naši škofje obnavljajo posvetitev našega naroda nebeški materi Mariji. Tej posvetitvi se seveda pridružujemo tudi po župnijah in zlasti po Marijinih središčih. 15. avgusta 1992 se je namreč slovenski narod po nadškofu Alojziju Šuštarju slovesno posvetil Božji materi Mariji.
to posvetitev vsako leto obnavljamo. Naj ne bo to samo neka molitvica, ki bi jo zmolil škof, pač pa naj bo v tej posvetitvi prisotno naše močno hrepenenje, da bi še naprej pripadali Božjemu kraljestvu, da bi še naprej pripadali Mariji. Najbrž se premalo zavedamo, da nas ta svet in hudobni duh v njegovem imenu hoče speljati stran od Boga, v neko nebrzdano, neobvladljivo, neosebno potrošništvo, v hladen svet brez pravih odnosov, kjer si žal vreden toliko, kot imaš. Mi pa vendarle želimo ohraniti Božjo dimenzijo. Želimo živeti v ljubezni med seboj, želimo živeti v Božji perspektivi. Ko bomo obnavljali posvetitev Mariji, imejmo pred očmi to, da je s posvetitvijo povezana tudi naša obljuba, da bomo živeli kot kristjani. Naj nam Marija iz nebes vsem izprosi obilo Božjega blagoslova, naj kot kraljica miru prosi tudi za svetovni mir.